Profesor Merzel, Kemijski inštitut je pred dnevi sklenil sporazum o znanstvenem članstvu z inštitutom iz Grenobla, to je inštitut Maxa von Laueja in Paula Langevina, s kratico, kar rečete ILL, ki sodi med vodilne mednarodne raziskovalne centre za nevtronsko sipanje. Najprej seveda vprašanje, profesor, za kakšen inštitut gre tu? Ja, hvala lepa. Skratka, mi smo tega dejansko zelo veseli, da je do tega podpisa prišlo, zaradi tega, ker je ta pobuda bila kar nekaj časa prisotna med slovenskimi raziskovalci, ki pa potem nekako se je vedno nekako ustavila pri nekih finančnih problemih. No, zdaj naposled je do tega podpisa prišlo, zahvaljujoč seveda posluhu in razumevanju na ministrstvu, ki je pač že precej prej ugotovilo velik pomen in pravzaprav te možne sinergistične učinke ob takem podpisu. Skratka, gre za mednarodni center za nevtronsko sipanje v Grenoblu, ki ima dolgo tradicijo. Ustanovile so ga 3 države na začetku, Anglija, Francija in Nemčija. Potem pa so se sčasoma pridružile še druge države, tako imenovane partnerice, ki prispevajo seveda v vzdrževanje in pač prispevajo tudi k stroškom obratovanja takšnega inštituta. Ta inštitut temelji na tem, da nevtrone pravzaprav zagotavlja iz tako imenovanega reaktorja, od koder je speljanih vrsto žarkovnih linij. Danes obsega število žarkovnih linij, na katerih so nameščene eksperimentalne naprave, nekje okoli 40. Te naprave in detektorji se neprestano posodabljajo, tako da dosegajo vrhunske standarde in se pravi v fazah, ko reaktor obratuje, opravljajo pač te raziskave in eksperimente raziskovalci pravzaprav iz celega sveta, tako da okoli 40 držav je tudi vključenih, raziskovalci 40 držav hodijo na te eksperimente. Zato me zanima, predno boste na drobne razložili, to nevtronsko sipanje. Kaj v bistvu pomeni pridruženost znanstvenega članstva? Doslej, če država oziroma raziskovalci neke države niso iz tako imenovane države partnerice, potem lahko eksperimente sicer opravljajo, vendar morajo biti vedno del neke skupine raziskovalcev, kjer predstavlja 2/3 skupine tega tima raziskovalcev iz držav partneric ali pa ustanoviteljic. Tako v bistvu in zaradi tega pravzaprav tukaj čisto pravzaprav doslej, da bi lahko prišlo do eksperimenta, ki bi ga v celoti zasnovala in vodila slovenska ekipa, doslej to ni bilo mogoče, ker smo mogli biti vedno del neke skupine, kjer da je bilo temu kriteriju zadoščeno, ko sem ga prej omenil. Zdaj se je to spremenilo, tako da tukaj bomo lahko zdaj Slovenci prevzeli pobudo, tukaj pač lahko dokažemo svojo ambicioznost in pač bomo te eksperimente lahko v celoti zasnovali in izpeljali sami. Seveda in eventualno v sodelovanju z drugimi, samo pri tem bomo lahko sami vodilni na projektu. No, se zanimivo ste rekli, lahko dokažemo Slovenci svojo ambicioznost. Je pri nas recimo med raziskovalci dovolj kritične mase teh ljudi, ki lahko vstopajo v te raziskave? No, v tem ni nobenega dvoma. Tukaj je v bistvu, mi smo recimo že leta takrat, ko je ta pobuda začela zoreti za vključitev v partnerstvo z ILL-om, smo na začetku organizirali neko delavnico,
na Akademiji znanosti SAZU v Sloveniji, to je omogočil še celo pokojni profesor Hadži, in ki je imel izreden posluh za te stvari, moram poudariti. In takrat smo celotno delavnico zasnovali tako, da smo pravzaprav nekako potipali ta potencialni interes med Slovenci, ali pač je dovolj visok ali ni. Takrat smo povabili iz vseh, primarno seveda tukaj nismo bili edini, potem sva vodila to delavnico, sva takrat koordinirala kolega Denis Arčon iz Inštituta Jožef Štefan in jaz z našega inštituta, in smo poleg, se pravi, raziskovalcev iz Kemijskega inštituta in Inštituta Jožef Štefan, smo potem povabili raziskovalcev iz Univerze v Ljubljani, tukaj je bila fakulteta za kemijo, fiziko, potem je bila Univerza v Novi Gorici, pač bila povabljena k temu Univerza v Mariboru, in na veliko presenečenje in tudi ostali, in na veliko presenečenje je bila ta delavnica precej dobro obiskana. In po izteku, na to delavnico tukaj moram povedati, da takrat so jemali, se pravi, raziskovalci iz ILL, so jemali to pobudo zelo resno in so poslali praktično na to konferenco vodje iz vseh raziskovalnih odsekov inštituta ILL. Tako da je lahko vsak iz svojega zornega, kar pač tistih 40 linij, ki sem jih prej omenil, obsega seveda različna področja raziskav in aplikacij, in da je bila res ta informacija ustrezno predstavljena, so prišli praktično same vodje teh odsekov iz ILL in predstavili te možnosti. Odziv na naši strani je bil potem izredno dober, tako da mi smo potem na koncu dali pobudo, da naj bi tisti, ki jih to zanima, napisali neke kratke projekte raziskovalne, in prejeli smo takrat 11 takih predlogov. In to je bila tudi osnova za potem določanje in normiranje obsega tega vključevanja, se pravi, kakšen delež naj bi taka krovna pogodba, ki smo jo zdaj podpisali, pravzaprav pokrivala. Kakšen obseg raziskav pravzaprav Slovenija potrebuje. In tako smo prišli, takrat smo rekli 11 dni, 10 do 11, 10 do 15 dni, ker seveda eksperimenti trajajo lahko tudi po nekaj dni, to ni v bistvu en eksperiment, en dan, smo v bistvu potem določili nekaj kot en tak optimum skozi neko daljše obdobje, da bi Slovenija zaprosila za, se pravi, 0,25% delež tega žarkovnega časa na ILL-u, kar pomeni potem dejansko teh 11 dni, se pravi nekje 2 do 3 eksperimente letno bi lahko potem opravili, če vsak eksperiment recimo traja 3 ure. No, profesor Mrzel, zdaj pa o srednjem vprašanju, mislim, kaj je to nevtronsko sipanje? Da nekako razumemo, s čim se boste pač tam izpostavljali, raziskovali in tako naprej. Nevtronsko sipanje, tako kot že samo ime pove, temelji na sipanju nevtronov. Nevtroni so osnovni delci, kot vemo iz fizike, brez naboja, to so nevtralni delci, imajo tudi zelo velik magnetni moment, kar pomeni, da jih lahko obravnavamo kot neko tako magnetno iglo, ki je občutljiva na neko lokalno magnetno polje. In njihova življenjska doba, se pravi, ti delci živijo v jedru, ampak njihova življenjska doba, ko so izven jedra, se pravi izven jeder, se pravi v curku recimo teh nevtronov, ki izletavajo iz reaktorja, pa živijo recimo tam nekje do 15 minut je njihova življenjska doba, recimo, kar pomeni dovolj časa, da s takim curkom nevtronom opravimo eksperiment.
Zdaj, nevtroni so, se pravi, pri sipanju, pri vsakem sipanju, se pravi, v fiziki obstajata dve vrsti sipanj, recimo poznamo, ki se jih uporablja pri raziskavah, eno je sipanje rentgenskih žarkov in sipanje nevtronov, pri preučevanju atomske strukture snovi. Zdaj, sipanje seveda pa tudi svetloba sama se lahko sipa, ampak zdaj, če govorimo o tem, da bi z nevtroni, čemur pravzaprav služi ta metoda eksperimentalna, se pravi, zdaj, tista paradigma, ki jo pravzaprav vsi raziskovalci, ki uporabljajo nevtrone, sledijo, je ta, da nam nevtroni ali pa nevtronsko sipanje pove, kje atomi so, oziroma kje atomi vzorca snovi, ki jo preučujemo, so in kaj počnejo, oziroma kakšno je njihovo gibanje. Vso to informacijo pravzaprav prejmemo ob takem eksperimentu z nevtronskim sipanjem. V osnovi gre za to, da curek nevtronov seveda upade na nek vzorec, ki je sestavljen iz atomskih jeder, atomov, molekul in tako naprej. No in na teh atomskih jedrih se ti nevtroni sipajo, spremenijo svojo smer, z jedri lahko tudi izmenjajo nekaj energije, nekaj gibalne količine, nekaj energije in iz sprememb gibalne količine in pa energije, ki jo nevtroni pravzaprav pustijo na vzorcu, in potem jih z detektorji odkrijemo te njihove lastnosti, ko zapustijo vzorec, in iz teh sprememb potem razberemo, kako in na kakšen in na način se atomi v vzorcu gibljejo. In ta informacija, kaj atomi v snovi počnejo in kje so, je seveda pri načrtovanju recimo novih materialov. Mi tukaj srečujemo recimo pri tako imenovanih nanomaterialih, recimo baterijah, tudi potem pri vedah o življenju, ker se pač zanimamo za delovanje velikih makromolekul, kot so proteini, nukleini, se pravi DNA molekule in tako naprej, nas vedno zanima, kaj pravzaprav v tistih molekulah atomi počnejo. In če želimo kakorkoli vplivati na njihovo delovanje, bodisi z določenimi primesmi, bodisi spremembo nekih termodinamskih faktorjev, moramo vedno zelo dobro poznati, kako se materija odziva na tej najosnovnejši, se pravi, atomski molekularni ravni. In to informacijo lahko zelo dobro razberemo pri takih eksperimentih. Zaradi tega so pri vseh načrtovanih nekih želenih lastnosti, ki naj bi jo sodobni materiali ali pa sodobna zdravila, če hočete, imela, je treba štartati pravzaprav iz teh atomsko-molekularnih osnov. Ni pa, tukaj moram poudariti, da ni nevtronsko sipanje edina metoda, ki tako informacijo ponuja. Mi, kot sem že prej omenil, imamo tudi sipanje rentgenskih žarkov, tako imenovana rentgenska difrakcija, s katero klasično pravzaprav razberamo atomsko strukturo snovi. Potem so recimo vibracijske spektroskopije, potem so recimo jedrska magnetna resonanca in tako naprej, so metode, ali pa elektronski mikroskopi, so metode, preko katerih pridobivamo to informacijo o zgradbi snovi. Ampak nevtroni so tukaj odlikovani, ker nam omogočajo pravzaprav res na zelo široki časovni, pravimo,
in pa prostorski skali to informacijo o dogajanju v snovi. Se pravi, da recimo to, kar ste pripovedovali, možnost recimo teh spoznanj pri tem nevtronskem sipanju, lahko potem nam nekateri ali pa na mnogih področjih nekako doprinese nekim novim spoznanjem in potem eventualno na nek način neke prebojne raziskave. Seveda. Seveda, tukaj so recimo... Se tu ne gre samo za vas kemike oziroma z kemijskega, vi ste fizik, ne? Ja, jaz sem sicer fizik. Ja, ampak recimo za vas raziskovalce na Kemijskem inštitutu, ampak tudi drugih področjih. Ja, recimo tukaj mogoče je vredno izpostaviti tudi to, da recimo ena izmed odlikovanih lastnosti nevtronskega sipanja je ta, da kot te idealne probe, kot smo jo prej imenovali za odkrivanje strukture, je tudi ta, da so nevtroni zelo močno opazijo lahke atome, ki jih z drugimi recimo metodami težje vidimo, sploh z rentgenskim sipanjem. Recimo pri rentgenskem sipanju je presek vodikov, recimo ta sipalni presek zelo majhen, medtem ko je sipalni presek vodikov za nevtrone izjemno velik. Se pravi, da prav recimo za detekcijo vodikovih atomov, oziroma kaj vodik v vezanem stanju v materialih počne, vidimo z nevtroni pravzaprav v najboljšem možnem obsegu. Vidite, in tukaj zdaj pridejo na vrsto, recimo, zdaj, če se pogovarjamo o gorivnih celicah, tukaj igrajo, se pravi, dogajanje z vodikom je izjemnega pomena, in recimo tiste ključne prebojne raziskave, ki so omogočile pravzaprav razvoj tega področja, so se v zelo močnem deležu bile odvisne prav od nevtronskega sipanja. Potem imamo tukaj recimo razvoj baterij, kjer igrajo recimo zelo pomembno vlogo vodikovi, litijevi atomi so spet lahki atomi, so spet recimo zelo dobro vidni z nevtroni. Zaradi večjega preseka je tudi recimo bil zelo pomemben delež, se pravi raziskav s pomočjo nevtronskega sipanja, ki so omogočali te preboje. Potem imamo recimo, se pravi v biologiji recimo vodikova vez. Vodikova vez igra ključno vlogo, ko je ena osnovnih interakcij, intra ali pa intermolekularnih interakcij, ki odloča pravzaprav o marsičem, pri delovanju recimo encimov, je spet tukaj vodik prisoten in recimo detekcija vodika s pomočjo nevtronov je seveda tukaj najboljša možna. Potem imamo recimo, to smo se sam predvsej ukvarjal recimo z tako imenovanim hidrofobnim efektom, to je pač spet neka nevezna interakcija med molekulami, med biomolekulami ob prisotnosti vode, je recimo zelo pomembno, kaj se dogaja, recimo, se pravi, ta interakcija je povezana z urejanjem molekul vode na hidrofobnih površinah biomolekul. In osnovne hipoteze gredo v to smer, da se voda ob hidrofobnih površinah strukturira, se pravi poveže v tako imenovane klaprate, se pravi vodikove vezi naj bi se tam intenzivirale. In vidite, zdaj to potrditi eksperimentalno, te teoretične hipoteze, ki so pač seveda odgovorijo na vprašanje, zakaj se recimo entropija tako močno spreminja pri takih interakcijah, je bil spet ključen odgovor ravno s pomočjo nevtronskega sipanja. In tukaj se pravi nevtroni so, potem lahko recimo to vrstne eksperimente na tej stični plasti med molekulami in topilom
ne, imajo potem še to možnost, da recimo lahko topilo, se pravi, običajno potekajo eksperimenti tako, da v topilo navadno vodo, ne, se pravi, ki je H2O, zamenjamo s tako imenovano težko vodo, kamor D2O, ne, se pravi, namesto vodika je tukaj deuterij, to je izotop vodika, ne, se pravi, se zamenja, ne, in recimo proteini, ne, imajo to lastnost, ne, da ko jih raztopimo v težki vodi, ne, se določeni vodiki, ne, tisti površinski vodiki na biomolekuli izmenjajo. Ne, in s tem, ne, vodik ima pa bistveno nižji sipalni presek, se pravi, deuterij ima pa bistveno nižji sipalni presek kot vodik, ne, in s tem, ko mi zamenjamo topilo, ne, potem dobimo popolnoma drugo informacijo o snovi, ne, takrat o neki biomolekuli. Ne, in ko primerjamo potem protein raztopljen v težki vodi, pa protein raztopljen v navadni vodi, a ne, pride ravno do tiste želene informacije, se pravi, kaj se zgodi z vodiki, ki so po površini molekule, ki igrajo po navadi ključno vlogo pri teh vodikovih vezeh. In tako da zaradi tega, recimo, to je ena izmed stvari, zakaj so recimo prav z nevtroni lahko pravzaprav največ tega vedenja na površini biomolekul odkrili. Se je to zanimivo, ne? Se vse, kar ste zdaj pripovedovali, ne? Tudi napeljuje na neko misel, ne? Da so te teoretične raziskave, bazične, ne? Imajo kar velik naboj aplikacije, ne? Tudi. To je... No, se zato me zanima, a je recimo tu v tem ILL-ju, ne? Tem inštitutu, je poudarek na bazičnih ali je že tudi naravnano v aplikacije? Ja, glejte, oni se popolnoma zavedajo, ne, kako znanost najbolje napreduje, ne, se pravi, na eni strani brez temeljnih raziskav ne gre, ne, po drugi strani pa se ves čas trudijo, ne, da prikazujejo to uporabnost, ne, se pravi, tega pristopa raziskovalnega na vsa področja. Ne. Zaradi tega je tudi delež postaja delež raziskav, ki so vezane na industrijske ali pa na sodelovanje z industrijo, ne, pri njih zelo visoke. Ne. Recimo, tukaj ne, seveda je, recimo so raziskave, prej mogoče nisem omenil, recimo magnetizma. Ne. Recimo magnetizem je tudi eno izmed, se pravi, preučevanja magnetnih lastnosti materialov. Ne. Je ravno zaradi tega, ker ima nevtron magnetni moment, ne, in je občutljiv potem na, kako bi rekel, lokalno magnetno polje, ki ga ima snov, na katero upade, ne, je seveda odlično orodje za preučevanje magnetnih lastnosti tudi materialov. Ne. In recimo mi vemo, ne, da danes, ko se pač recimo v tehnologiji išče recimo tudi tele transportne načine, ne, se pravi hitre transportne načine s temi vlaki velike hitrosti in tako naprej, ne, ki zahtevajo recimo magnetno levitacijo in tako naprej, ne. Tukaj je treba zelo dobro potem poznati, ne, pač izbirati recimo take materiale pri izgradnji te tehnologije, ne, da pač imajo te optimalne magnetne lastnosti, ne, in recimo ILL je tle sodeloval pri vrsti raziskav, ne, na tem področju, ne, tudi vem, da v njihovih teh brošurah, ne, so se prav s temi raziskavami recimo izpostavljali. Ne. Potem so bile tukaj recimo raziskave, ki so jih opravljali recimo pri raziskovanju recimo inzulina, ne, recimo pri zdravljenju recimo sladkorne bolezni, ne, je bilo tudi vrsto študij narejenih, se pravi na področju življenja, ne, kjer so tudi bili pomembni prispevki na njihovi strani, ne, baterije sem potem že omenil,
Potem recimo tudi strojniške, čisto metalurške aplikacije so zelo pogoste pri njih, kjer pravzaprav preučujejo trdnost materialov, se pravi to pojavljanje razpok v materialih. Se pravi pod določenimi obremenitvami, kako, kdaj, pod kakšnimi pogoji pravzaprav začne material odpovedovati. To je spet recimo bila izjemno široko prisotno recimo tovrstne raziskave. Hude posledice tudi v industriji. Seveda. Se pravi, da na ta način testirajo trdoto in vzdržljivost materialov. In to so čisto industrijske, to so rutinske raziskave, ki si jih delajo in so tako imenovanega čisto aplikativnega značaja. Poglejte, profesor Mrzil, kot pravimo, je znanost danes usmerjena globalno. Morda danes še toliko bolj, kot je bila včasih. Nima geografskih omejitev in naj ne bi imela tudi nacionalnih, recimo. Koliko pa je sodelovanje že utečeno na vseh področjih, čeprav recimo ta ILL posega kar na mnogo področij. Zdaj je bilo tako sodelovanje in je tudi danes, kot pravimo, condicio sine qua non uspešnega razvoja, preboja. Zdaj, čisto gotovo je, da danes znanost pravzaprav brez nekega širše zasnovanega sodelovanja pravzaprav ne more doseči tiste kritične vrednosti, čeprav recimo so tudi take raziskave prisotne in tudi potrebne, da so pač Zdaj, kar se tiče recimo ILL-a, če gledamo skozi to perspektivo, je recimo oni res izjemno skrbijo za neko tako pozitivno vzdušje, tako pozitivno sodelovanje vzdušje. Se pravi, vseh teh timov, ki prihajajo k njim na eksperimente, tudi zasnovanje okrog ILL-a je zasnovan tak kampus, kjer se znanstveniki lahko raziskovalci namestijo, tisti čas, ko pridejo opravljati eksperiment. Tam so menze, tam so vsi tisti družabni prostori, ki omogočajo izmenjavo. In potem je ta izjemna, kako bi rekel, prijaznost teh ljudi, te ekipe, ki to vodi, se pravi njihovih raziskovalcev, ki potem asistira vse te ekipe, ki prihajajo, ker seveda nimajo ustreznih znanj za konkretno izvedbo njihovega eksperimenta, in vso to pomoč seveda dobijo tam. In to pač enostavno poteka v enem takem res prijateljskem duhu. Tudi recimo tukaj je bila... Se pravi, da ne oziraj si, kdo si in odkot prihaja. Natančno tako. In tudi recimo je bilo tako, da so recimo bila pred leti je pač Univerza v Ljubljani omogočila študentom fizike neko ekskurzijo znanstveno po Evropi, in študentje so izbrali takrat obisk CERN-a in pa Grenobla, ILL, in odziv teh študentov po tem obisku je bil ta, da je res na ILL-u je bilo res strašno zanimivo, in so prav posebej izpostavljali ta sodelovalni in prijateljski duh, ki je vel pravzaprav iz ljudi, ki so bili za to odgovorni, da so predstavljali njihov inštitut. No, še vprašanje. Mislim, tako članstvo potegne tudi neko finančno konstrukcijo za sabo najbrž, ne? Kako je s tem urejeno?
No, se pravi, članstvo Slovenije, prav zaradi tega, ker to ni samo namenjeno raziskovalcem Kemijskega inštituta in inštituta Jožef Štefan, ne, je omogočeno pravzaprav vsem slovenskim raziskovalcem, ki delujejo na pač raziskovalnih inštitucijah v Sloveniji, da pač takrat, ko je recimo razpis za žarkovni čas v Grenoblu na ILL, prijavijo svoje predloge. Ne? In to je s tem pokrito, ne? In ker seveda to ni samo Kemijski inštitut ali pa neka ožja skupina, je finančno obvezo prevzela tukaj država, se pravi ministrstvo. Ne? Se pravi, ministrstvo je zagotovilo sredstva, zaenkrat do leta 2023, ne, pri čemer je nekje vsako leto, tukaj smo tudi porazdelili, se pravi, ta finančna obveza pokriva dva dela, en del je vstopnina, se pravi plačilo za članstvo in pa plačilo stroškov za pač vzdrževanje, ne, ali pa recimo za produkcijo nevtronov, če želite, ne, in vzdrževanje eksperimentalne opreme. Zdaj, porazdeljen, se pravi, to je letno smo to ocenili, ne, v teh pogovorih, da je pač optimalna vrednost 250 000 evrov. Letno, se pravi, v 4 letih to znese približno 1 milijon evrov.